Spoštovani direktorji in direktorice, ravnatelji in ravnateljice, cenjeni strokovni delavci in strokovne delavke ter ostali udeleženke in udeleženci letošnjega posveta o izobraževanju odraslih. Javne in zasebne organizacije, nevladne organizacije in številne druge institucije, posamezniki in skupine, ki se ukvarjate z izobraževanjem odraslih, imate izjemno pomembno vlogo. Vlogo sooblikovalca aktualnega, družbenega, tudi političnega dogajanja in pa prostora. S svojim delovanjem sledite načelom zagotavljanja enakopravnosti, vključevanja, sodelovanja, povezovanja in solidarnosti. Vsemu temu, kar je v današnji družbi vseživljenjskega učenja, ključnega in odločilnega pomena. Če kdaj, je v trenutnih razmerah pomembno, da se posamezniki naučimo pridobiti tiste prave informacije, zato da lahko razumemo in da se znamo modro odzvati tako na osebni kot na družbeni ravni na razmere, v katerih živimo. Epidemija COVID-19 je nesporno izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti tudi za odrasle udeležence naredila kot dodaten izziv. Praktično izobraževanje na delovnem mestu, ki je ključnega pomena v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, je bilo potrebno prilagoditi. Težko, z velikim izzivom je bilo potrebno izvesti terensko delo in doseči ranljive skupine odraslih. Kljub vsemu pa z vsem vašim odzivom pri tem, kar ste naredili, ste bili uspešni. Iskrena hvala in veliko spoštovanje za to, kar ste naredili, za to, da ste zmogli. Ponovno se je izkazalo, da organizatorji izobraževanja odraslih, strokovni delavci in ostali izobraževalci odraslih ne le izobražujete, ampak posameznike tudi spodbujate, informirate, motivirate, jim svetujete, kako ostati aktiven pri iskanju, pri utrjevanju, prenašanju znanja. Danes se, enako kot v drugih evropskih državah, soočamo s številnimi izzivi. Ključni med njimi so vsekakor hitro starajoče prebivalstvo, nižanje rodnosti, migracije, spremembe na trgu dela, ki vse bolj zaznamujejo tudi digitalizacijo, nove tehnologije in s tem povezano potrebo po nenehnem razvijanju novega znanja in spretnosti. Za Slovenijo velja omeniti visok delež odraslih z nizkimi ravnmi spretnosti, kar je pokazala raziskava PIAAC o merjenju spretnosti odraslih. Na ta in druga aktualna vprašanja, ki so povezana z razvojem človeških virov, z razvojem tudi znanja, bodo morale v prihodnje odgovarjati številne politike različnih resorjev, občin, gospodarstvo, pravzaprav vsi skupaj bomo morali poiskati odgovore. V tem okviru je zato naša skupna odgovornost, da odpremo razpravo o novi viziji znanja in spretnosti za prihodnost. Stremeti moramo k učinkovitim sistemom vseživljenjskega učenja, saj je za družbo ključnega pomena, da so tudi odrasli v različnih starostnih obdobjih opolnomočeni, da so bogati z znanjem in spretnostmi, ki jih dajejo sebi in vsem ostalim. Učenje in izobraževanje odraslih sta pogoj za karierni razvoj posameznika, za kakovostno življenje, vključevanje v družbo, mnogokrat pa tudi za preživetje. Spodbujanje kakovostnega in dostopnega učenja je hkrati tudi eden izmed osrednjih ciljev strategije razvoja Slovenije 2030. Naj omenim tudi strategijo dolgoročne oziroma dolgožive družbe, ki temelji na konceptu aktivnega staranja in poudarjanja aktivnosti in ustvarjalnosti v vseh življenjskih obdobjih. Pri izobraževanju odraslih lahko na potrebe po izobraževanju odgovarjamo le skupaj, v sodelovanju z vključevanjem vseh nas, vseh različnih skupin, od odločevalcev do izvajalcev, socialnih partnerjev in ostalih družbenih skupin na vseh različnih ravneh. V luči nanizanih trendov,
pripravljamo ta trenutek tudi resolucijo o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih do leta 2030. V njej bomo začrtali cilje, prednostna področja, ukrepe in kazalnike vseživljenjskega izobraževanja odraslih in medgeneracijskega sodelovanja. Gre za zahtevno nalogo polno izzivov. Potrebno bo spremeniti obstoječe paradigme, prepričanja, ki se dotikajo tako gospodarstva kot zaposlovanja, klimatskih sprememb, zdravstva in vseh ostalih družbenih sistemov oziroma podsistemov. Letošnji posvet obravnava trenutno najbolj aktualne teme. Še posebej bi v tem smislu izpostavila vprašanja javne službe v izobraževanju odraslih, ki jo je določil nov zakon o izobraževanju odraslih in bo vzpostavljena prihodnje leto. Spoštovane in spoštovani, vsem izobraževalcem odraslih širom Slovenije gre v teh viharnih časih iskrena zahvala in velik poklon. S pristopom utemeljenim na znanju, na zmožnostih iskanja drugačnih rešitev in poti za izobraževanje odraslih ste dokazali, da se da zmorete premagati tudi te negotove razmere, se obdržati na nogah in iti dalje tudi s pomočjo znanja še močnejši in še boljši. Sleherni dan dokazujete, da se je prav s hitrostjo prilagajanja in znanjem možno zoperstaviti še tako nepredvidljivim in nepoznanim razmeram. Uspešni smo lahko le tako, če si pomagamo in če sodelujemo. Nadaljujmo po tej začrtani poti. Vse dobro, srečno vam želim in seveda ostanite zdravi.